Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Marjan Zidarič je član ekipe meteorologov in meteoroloških opazovalcev Agencije Republike Slovenije za okolje in Slovenske vojske, ki delujejo v naši najvišji meteorološki postaji na Kredarici na višini 2514 metrov nadmorske višine. Na Kredarici je začel službovati leta 2010, predtem je delal na Lisci pri vremenskem radarju, še prej pa se je ukvarjal z obrambo pred točo pri takratnem Hidrometeorološkem zavodu Republike Slovenije. Že od malega je povezan z gorami, sicer tudi planinski vodnik Planinske zveze Slovenije. V tokratni epizodi našega podcasta nam Marjan predstavi 14 let delovanja meteorološkega opazovalca na Kredarici, razloži nam, kako poteka tehnični del službe in kako sicer poteka življenje na Kredarici. Predstavi nam zgodbe, povezane s svojim delom, ter številnimi planinci, ki se množično odpravljajo na Triglav. Opozori nas na pomen naše najvišje slovenske meteorološke postaje in nam pove, da le preverimo vremensko napoved, preden se odpravljamo v visokogorje. Z nami v steni tokrat, z najvišje slovenske pisarne, nasmejani vremenar Marjan Zidarič. Marjan, pozdravljen. Živjo. Pozdrav vsem. Hvala, da si odtrgal od, če rečem dopust, je ta prava beseda? V Ljubljano nisem mi nič zamerila, ampak ne rad pridem. Ja? Ker najraje sem v hribah. Če grem pa domov, jo pa vedno preletim s helikopterjem. Dom je Sevnica, ne? Tu si danes prišel? V Sevnici sem doma, član planinskega društva Lisca, od nekdaj, od Mehenga in živim pač na periferiji. Danes se bova pogovarjala, mogoče pa mi ne zameriti, če bom tako rekel, za nekoga, ki pride recimo na Kredarico, pa gre pol na Triglav, pa vidi tam neke meteorološke inštrumente, pa ponavadi tam neki možaki pridejo ven iz posebnih vrat, pa gledajo, zdaj bom malo dramatiziral, v nebo, ne? Da imaš najbolj romantično pisarno v Sloveniji. Namreč, kaj počneš? Ja, ta pisarna je videti romantična, ko je lepo vreme, ne? Ja. Ko se dogaja pri nas, recimo, da 14 dni ne vidiš 50 metrov pred sabo, v hudem vetru in mrazu, ne? In ko kolega ne moreš več videti na hodniku, kaj da bi se še z njim pogovarjal, ne? Takrat je pa mečken drugač. Ampak tudi tega se človek z leti navadi, strpnosti, skromnosti. Gor se moraš zavedati, da kljub tej romantiki v lepem vremenu si odvisen sam od sebe in od svojega kolega. Mi gor skrbimo, če se lahko navežem na zimski čas, za največjo bajto v Alpah, ne? Tudi na tej nadmorski višini. Ta hiša je pa tako velika, da sem jaz rabo kar 2 leti, da nisem hodil brez veze po njej, ne? Ker vedno so mi rekli, če greš v en konc hiše, vedno naštudiri, kaj boš nesel nazaj in kaj boš tam upravil, da ne boš 3-krat hodil, ne? Ja. In ko to vladaš, pol ni težko. Je pa pri nas narejeno tako, da se vedno kaj dogaja, če druga ne. Mi sami proizvajamo elektriko, imamo tudi zelo veliko porabnikov, vsako leto jih je več
in pol moramo kalkulirati, kaj mora delati, koliko dolg mora delati, da so izkoristki čim boljši. To se pravi, da te repetitorji, ki so gor, ki vzamejo 70% energije, potem od planinskega društva Matice skrinje, luči in naši inštrumenti, da vse to brezhibno teče. Tako, zdaj sva že nakazala, da imate službo na Kredarci, v Triglavskem domu na Kredarci in tam ste meteorološki opazovalci. Eden izmed skupine meteoroloških opazovalcev in pa meteorologov, ki upravljate službo za Agencijo Republike Slovenije za okolje v sodelovanju z Slovensko vojsko. Kakšna je pravzaprav zdaj ta služba? Kaj delate gor? Ja, točno tako. Gor smo 3 smene, to se pravi, nas je 6. Poleg mene je v smeni en vojak, ki je usposobljen za opazovanje, ampak meni enkrat en slovenski general ni zastojno rekel, da tisti, ki gor delamo, da smo vsi z razlogom. To je pa mislil na specifiko dela, na stalno misijo, ker noben od nas nikoli ne ve, kdaj bo šel v službo in kdaj bo prišel domov. Ker tle narekuje ta urnik predvsem vreme v Visokogorju. Ja, tako kot vreme tudi nam, planincem, gornikom, alpinistom, kreira naše pustolovščine. Ne? Ja, vašo varnost. Ja, predvsem tudi ali pa posledično našo varnost. Ampak vam, kot vremenarjem pa tudi, ne? Zato ste tam. Seveda. In poglejte, če se lahko navežem na kolege vojake, to so fantje, ki niso samo usposobljeni za opazovanje vremena, oni so tudi kondicijsko usposobljeni, vešči reševanja, saj eni so tudi profesionalno vpeti v recimo helikopterska reševanja. In gor je tako, planinci, turisti, pohodniki, alpinisti vejo, da je gor luč, to se pravi, da nekdo je in vsak računa, da se bo ustavil pri nas in si upa iti v Visokogorje tudi zaradi tega. Velikih pride z zadnjimi močmi in prav pri nas dobi tisto, si napolni akumulator za naprej, ne. No, seveda, pa tudi že psihološko, da veš, da če bo šlo kaj narobe, pa prideš na Kredarco, pa bo nekdo tam, že to je velik faktor, če dava ob stranu za trenutek tisto dejansko pomoč, ne. Ja. To je tudi velik. Hiša je vedno odprta, to se pravi, se da priti noter, tam je en meteorološki paunk, rečemo, delovni pult, kjer se popravljajo dereze, oprema planinska, imamo tudi en kup prve pomoči, ki smo se jo naučili uporabljati, ker večkrat, ko so reševanja ali karkoli, se zgodi, da ne more priti helikopter, reševalci rabijo par ur, no in takrat tiste ure, minute so ključne, tudi če koga kje poberemo oziroma ga na licu mesta saniramo. Ker mora verjetno razložiti že v štartu, da ekipe pridete gor za določen čas, potem pa se rotirate z vašimi sodelavci. Seveda spet, če vreme to omogoča. Kako izgledajo zdaj te, če rečeva, izmene? Ja, te izmene so praviloma 11. dan. Zdaj pa pogledajte, dogaja se polet, so razni požari, katastrofe in ni helikopterjev in se to podaljša. Pozim pa se lahko podaljša tudi na 1 mesec, zaradi vremena kot takega, ne. Koliko je bil najdaljši čas, ko ste ga gor? 28 dni. Neprestano, ja. In to v bistvu večina časa sama. Kaj so pa doma rekli ta čas?
Doma že dolg niso nič rekli, tako da je to urejeno. Vejo, Ja, je to pač del službe, da to tako pride. Ja, in problem je tle, ne, ko marsikateri mlad bi želel gor delati, sploh gorniki pa smučari, ne. Ampak oni ne vedo, da je to pač tak način dela, da je to stalna misija in to pri mladi družini po moje žal ne znese, ne. Tako da moraš mečken kilometrine imeti, da te noben v dolini ne pogreša. Ja, zdaj to je neka življenjska dinamika. Ste pa vedno ekipe v paru, torej nekdo iz Arsa, pa nekdo iz vojske. Ja, in sicer vojska ima enega v rezervi, oni imajo še neke druge obveznosti v svojih enotah, tako da imamo vsak mesec drugega v paru, ne, oni rotirajo, ne. Ampak mi smo ena družina, vsi se med sabo poznamo, včasih imamo med sabo tudi kakšne vragolije, ampak če se gre za nas, pa stopimo skupaj. Super, tudi prav je tako, ne? Ja. Vsi pa poznamo, da če si tudi prijatelji nekje dalj časa, da tudi kakšen kratek stik pride, to je čisto človeško, ne? Ja, to v glavnem ostane med nami. In spet prav je tako, pa tudi ne tako bo. Ja. Zdaj bi pa vseeno jaz šel pa konkretno, ne glede na to, da je to naša najvišja meteorološka postaja, kaj so vaše naloge, kako izgleda vaš, bom rekel, dnevni delovnik? Ja, midva si razdelimo delovni čas, to se pravi, vsak dela en dan, zjutraj od 4 pa zvečer do 10 ure, dajemo vsako uro depešo v Ljubljano in to traja zadnjih 70 let nepretrgoma. To se pravi, podatki so za 70 let na tej meteorološki postaji. Zdaj, poleg teh opazovanj moramo skrbeti za brezhibnost inštrumentov na meteorološki postaji, pol imamo na levi strani gor proti rezervarju snegomere, kjer se meri višina snežne odeje pozimi, in pa inštrumenti za merjenje smeri pa hitrosti vetra so. No, poleg teh meteoroloških zadev pa skrbimo še za hišo, kot sem prej povedal. Jaz sem član in prostovoljec planinskega društva Matica z pogodbo, da lahko brezplačno pozimi oddajam določeno število prenočišč in nudim druge usluge, ki jih sicer Matica nudi poleti, ne. To smo se zmenili za eno tako konkretno sodelovanje, ker smo vsi gostimo v hiši in eden brez drugega ne moremo. Tudi poleti mi hišo zelo dobro poznamo in recimo, če kuhar ne skuha kaj dobrega, lahko pri največji gužvi pride do izpada elektrike, ne. Ampak je zadeva takoj sanirana, če je tudi na krožniku prava zadeva. Ja, to vsi vemo, da koliko pravzaprav ta hrana na kočah, ne, sploh po že neki turi, kar na Krederci vedno je, ne, lahko malo človeka umiri, pa sprosti, potolaži tudi in tako naprej. Tele depeše me zanimajo, ker na Krederci je tudi samodejna meteorološka postaja, kakor jaz to laično razumem, določeni inštrumenti, aparature pač samodejno sporočajo, verjetno v bazo, si predstavljam v Ljubljani, neke podatke izmerjene, ampak ne, tole, ki si omenil depešo, kaj se sporoča v Ljubljano, kakšni podatki? No, povedal bom, zakaj smo mi gor, poleg tega, da pač oživljamo kočo. Na Krederci je zelo važna, so zelo važni podatki o stanju snega pozimi,
Potem zelo važni je lavin, to so oblaki pod nami in pa oblaki, ki nas prekrivajo in so zgrajeni iz doline nad nami, ne, po domače povedano. To se je pokazalo predvsem v času korone, ko ni bilo sondaž podatkov iz ladij letal, so bili z naše postaje podatki zelo dragoceni, ne. Takrat je bila sama radarska slika in nič drugega, ne. No, tako da, kar se tiče snežne odeje, je to ena prava znanost, da ti določiš količino padavin, to se pravi količino snežnih padavin in višino snežne odeje. Ker včasih kdo laično vpraša, ja, koliko pa je pri vas snega? Jaz mu pa laično odgovorim od 2 do 5 metrov, ker je zaradi vetra in raznih teh hitrih sprememb odeja zelo nepravilna, ne. In je zelo važni so vsi podatki, radarska slika, smer vetra, temperatura, vsi te podatki pol nam dajo eno višino na snegomerjih, nam dajo eno višino snežne odeje, merimo pa tudi gostoto, strukturo snega, dol se koplje prerez, ko se pol določajo te slojnice, ne. Letos se je recimo pokazalo, da je bilo veliko tega puščavskega peska, in ta pesek je bil v snegu, in ko se je sneg topil, ne, se je pojavil, zginil in se je tudi prej topil, ker se je sam pesek segreval, ne. Pa se pol posledično hitreje Ja, topi, in to v zadnjih letih tudi kaže, gor so se pojavile ene rdeče alge na snegu, pol kopnenje, izginjanje ledenika, ne. Vse to kaže, da se zemlja segreva in da bo voda čezdalje bolj dragocena zadeva, ne. Krederca recimo je predlansko leto komaj ušla predčasnem zaprtju koča, ker mi moramo vedeti, da avgusta je ogromno ljudi gor, ne. To se tudi po par 100 ljudi na dan izmenja, ne. Se koča ima na koncu koncev okoli 360 postelj, ne. In če greš en toliko ljudi čez, ne, je poraba vode ogromna, ne. In te vode je čezdalje manj, vidimo, da ta od snega ni užitna, ne, tudi prekuhana ne, za pitje sploh ne. In se pojavi gor kaka gospa pa prav, ja, pa nimate tuša, ne. Jaz malo ne sram, pa je rečem, da so krasni hoteli dol v Kranjski Gori, ne. Da je žal bi mogla malo prej vprašati, ampak čistko med nami, ne. Tako da sneg je zelo važna kategorija. No, pol tej lavin, ki ga določamo, to ga samo na Krederci, ki je to edina visokogorska postaja, so pa oblaki pod nami. Kljub temu, da to vse zabeležijo kamere, so določene zadeve, ki jih mi opazujemo in jih tudi v depeše vpišemo, tako da naši prognostiki se lažje odločajo za napovedi, ne. Zdajle sem se spomnil, da sem prebral, da so že kmalu po otvoritvi Krederce, ne, se pravi v poznih letih, poznih 90-ih, v 19. stoletju, da so pravzaprav že začeli izvajati neke meteorološke meritve na Krederci in da so v tistem obdobju že na vrhu Triglava postavili nek merilec snega, ne, si predstavljam nek meter vertikalni, da ne bi celo iz Devjega z daljnogledom gledali, koliko snega je na Kredercu. To mi je bilo zelo presenetljivo, ne, da so se že takrat s tem ukvarjali. Malo zgodovine, ne. Na Krederci, ko je bila še stara koča, ko so meteorologi imeli skromno bivališče in so tovorili gor z konji iz krme, živila in to, ne, so včasih potovali po 2 dni
čez Staničevo kočo in so bili celo zimo gor. Mogoče je bil kak kos mesa tam v snegu zakopan prekajenega, ne? Druga je bil pa zele pa te stvari. Ne? Ja. Bili so načrti, da bi ta observatorij ne bil na Krederci, ampak na vrh Triglava. In so bili načrti za žičnice, še danes obstojijo. Samo moramo vedeti, da takrat je bilo snega, da je ledenik segel dol na obrobje vrat, ne? Ki ga danes stene, ja. ni več. Ne? Gor so bila smučarska tekmovanja, je bila vlečnica postavljena na ledeniku. Skratka, bili so čist drugi pogoji, ko so danes. Ne? Ja, to lahko poveva, da je pač ledenik bil nad severno Triglavsko steno, torej na severno delu Triglava. In koliko je še tega ledenika danes? Ja, koliko se mi z profesor Pavškom pogovarjamo, zelo malo, ne? A se sploh še tretira to kot ledenik? Ja, jaz bom spet malo hudomušen. Pravijo, da bo ledenik tako dolg, poj, ko bo šel pa Pavšek v penzijo, se bo pa ukinil, ker je to njegovo delovno mesto. Mislim, malo heca, ampak v tem je velika resnica, ne? Ja. Ledenika praktično ni, ne? Tudi mi črpamo vodo iz ledenika po ceveh v rezervoar na Kredercu, ne? Ja. In sem prej omenil, te vode praktično jesen po avgustu ni več, ne? Sploh, ko gre sonce od zadaj, ne, tle ni več sonca in ni žive vode več, ne. Čeprav so se jamarji spustili noter v te jame, tam do 200 metrov, pa še nekaj globok, in je not večni led, ne. Ker vemo, da so Alpe iz apnenca in recimo tam pri nas je Johnnyjeva jama, ki jo skrbno čuvamo pred vandali, ker so not kapniki, ne. Ni velike reklame za njo, ne. Drugač pa sama bajta Krederca stoji na jami, ne. To se pravi, če je kak potres, malo razmišljamo, ne, da smo na vrhu, ne, pač neke jame, ne. Kaj pa je tista od Krederce, ne, lahko poveva, da poleg same koče Triglavskega doma, v katerem je pač nek del namenjen, ne, ob zadnji prenovitvi koče, se mi zdi nekje v 80-ih, a kdaj je to bilo, takrat so tudi postavili ta del, ki je namenjen če rečem vremenarjem. Potem je zraven še neka mini dependansa, kako ćemo reči, pa kapela. Potem je pristališče za helikopter, o tem lahko tudi kasneje malo več. Potem sta pa dve vetrnice, gor v smeri proti Rži, je pa tudi neka betonska struktura. Kaj pa je tist? Ja, ta betonska struktura je lovilec vode in obenem je od spodaj rezervoar. In v ta rezervoar se voda črpa iz ledenika, dol je pumpa, je odprtina, ki je zaščitena, in prej sem govoril o tej odprtini, da zdaj, če ni snega, ona že ponikne hmal jesen, ne. Pa se pa začne mraz, zima, in se more ta dotok vode, če je še prekinit, in se rezervoar na Krederci sprazne, ne, ker bi drugač zmrznil in bi cevi popokale, ne. In se koristi še en rezervoar, ki je tam na WC-ji, od kapnice, ne. Mi meteorologi imamo pa pozim rezervoar v hiši, v kleti hiše, in to je naša voda za celo zimo, za pomivanje, pa segrevamo sneg in talimo. In pol od tistih odpadno vodo pa uporabljamo za WC, ne. Za sanitarije. Naša kopalnica pa naša higiena je pa na pampers robčkih, ne.
taka provizorična. Ja, je bila ena vojaška biologinja gor, ko testirajo oporečnost vode, ne. Je rekla, se vi se nimate kaj bati, vaš organizem se je na to vodo navadil, gostu pa, oziroma planincu pa ne smete te vode ponuditi, ne. Ja. Kljub zahtevam in pričakovanjem včasih. Ja. Jaz tako mečken, ne, ta meteorologija pa vreme, že kot hribovc, ne, si vedno mečken odvisen od razpleta vremena tekom dneva in tako, in tudi mečken imam sam neke take malo romantične ideje o kako je lepo delo meteorološko, ne, gledati v nebo pa ocenjevati oblake. Ampak veliko tega, kar naredite, se da potem tudi pravzaprav nam uporabnikom pa potem uporabiti na spletu, ne? Ker ni kar tako, krajarica tam gor, kar se tiče meteorološke postaje, ne? Da vi neko statistiko delate, ampak zelo uporabne podatke pošiljate, ki jih potem lahko na spletni strani Arsa predvsem, ne, tudi uporabljamo. Kaj vse lahko tam pravzaprav dobimo? Ja, Arso zdaj je uvedel tudi eno novo aplikacijo, prav zdaj se izobražujemo, da bomo to obvladali, da boste praktično dobili vse uporabne podatke, ki so na naši višini, to se pravi pod nami, nad nami, kar mi zaznamo z inštrumenti in z lastnim opazovanjem, in to na en tak zelo enostaven način bojo ti podatki in mi imamo možnost tudi naše pripombe in te planinci, ko hodijo še zlasti pozim na Krederco pa na Triglav, oni nam dajo podatke, povejo, kaj se dogaja na poti in mi to na naš uporaben meteorološki način vpišemo in bomo tudi vnašali to aplikacijo. In bomo napisali, Miha je rekel, recimo nek alpinist Miha, pa ga poznajo, ne, in bojo kolegi pač ga je malo resno, ali pa vodniki, ne. Ja. Tako da bo čim več teh znanj v pombah tudi, ne, poleg rednih. In ta aplikacija bo praktično zdaj naslednjo zimo zaživela, ne. Super. Pol recimo en tak praktičen nasvet, ki ga dam, če kličejo, a bojo nevihte, ne. V hribah so vedno možne nevihte, ker se v hribah delajo te nevihte, ne. Jaz ne morem reči, da jih ne bo, če se tam zgradijo, ne. Slovenija ni Vojvodina, ko recimo ali pa na Floridi Američani rečejo, kljub vsej tehniki, ki jo imajo, pričakujemo neurje ta in ta dan z te smeri, ne. Pa še to napišejo, da pričakujejo, ne da oni ga napovedujejo, ker so takoj odvetniki odzadaj, ne. Ja. No, pri nas je treba pa vsega osvestiti, da je vedno možno, da je kakšna nevihta, ne. In zdaj, kaj delajo te izkušeni planinci, pa vodniki, recimo, oni so najbolj izkušeni, ne. Oni recimo te njihove kliente pripeljejo zlasti še v junij, julij, ko so nevihte pogoste, ne, pa segrevanje. Jih lepo dopoldne pripeljejo na Krederco, se nastanijo, da se tudi ljudje spočijajo, pol pa, če se zvečer umiri, grejo na vrh, ali pa zgodaj zjutraj. Sred dneva, pa popoldne se pa v visoko gorje izpostavljati ne hodi, zaradi vročine, zaradi neviht in vseh teh faktorjev. In glih zaradi tega, ko eni to počnejo, imamo mi toliko veliko nesreč, pa raznih dehidracij in podobnega, ne. Lahko poveva, da na spletni strani Arso vreme, je tam postavka gore in tam se je možno najti veliko uporabnih podatkov za aktualni dan, pa za naslednji dan, kar se tiče vremena v gorah, ne, od temperature, vetra in tako naprej, možnosti neviht, ne. Ampak problem pri teh nevihtah je ravno v tem, ker ne da se napovedati, da bo nevihta na Triglavu, ali bo čez dol na Razorju, ali bo bolj gor proti Škrlatici, ali bo obšla. To se pa, bom rekel, sproti, ne? To se sproti vidi, pa tudi priporočamo vse aplikacija
radarska slika, je treba radarsko sliko opazovati, ne. Kar se tiče lepega vremena, vidnosti, ne, večkrat je napoved, da bo v visokogorju lepo sončno, a ni vrag, nad Triglavom je pa kapa, ne. In zdaj, recimo, če je neki snega v hribah, še neki vlage, dol je pa suho v dolin, se tle kapa avtomatsko dela, ker ta vlaga izhlapeva, ne. Ja. Če je sneg tudi v dolin, je to drugače, ne. In je avtomatsko je kapa, mi vidimo pri helikopterskih menjavah, če ni recimo kakega transporta zjutraj, ne, če se to malo počaka na 10. 11. uro, je že prepozen, ker takrat nas lahko jugovzhodnik prekrije v parih minutah. Ja. Ker, kar se pa tiče radarske slike, pa saj jaz vidim en problem. Pa bom tako začel, jaz veliko uporabljam radarsko sliko padavin, ne? Ampak se mi zdi, da na področju Julijskih Alp recimo, ali pa v končni fazi tudi Kamniških, je radarska slika ali pa tista sekvenca, ki je v bistvu kot film, ki kaže neko par ur razvoja, ne, iz katere vidiš, kaj se je že zgodilo, pa lahko malce predvidiš, kaj bo v naslednji uri, dveh, ne. Ampak problem se mi zdi, da je to omejeno na kratek čas. Ti zjutraj pogledaš ob 4-5, ko začneš s turo, ni nič, tam se nič ne vidi, ne. Pa ob 11, ko pa recimo greš proti, si nekje pod Kredarco že, ali pa blizu, ne, se pa začenja nekaj videti. In je dostikrat problem, da ne moreš se zgolj na radarsko sliko zanašati. Ne moreš zjutraj pogledati, pa ni nič, pa reči, zdaj pa bo, ne. Potem se pa čudiš, zakaj je, ne. Radarska slika se mi zdi mogoče boljš, ko si bliže nekim vrhovom in če imaš prenos podatkov, recimo, da deluje in lahko pogledaš, da vidiš, da a se zdaj kaj dogaja ali se ne in se potem na podlagi tega zdaj odločaš, ne. Ker to je pol ključno, kako se boš odločil, ko dobiš neko informacijo. Ja, to je zelo delikatno, zato sem prej poudaril, da je možnost velika, ne, vedno, tudi iz jasnega neba, ne. Žal je ta radarska slika res tempirala na kako urco, ne. Tako. In zdaj recimo, če z Italije pride fronta, se večkrat zgodi, da karavanke zadržijo zadevo, da je več padavin tam na Tolminskem, pa se obrne proti Avstriji, ne, da sploh ne pride do nas, ne. Nas pa lahko preseneti, ne, ali se pa zgradi v tem delu okoli Bohinja, pravi, da ima Bohinj, da ima dež mlade, ne. To je res, ne. Včasih tudi mi primerjamo padavine sosednjih postaj in recimo Vogo, Bohinj imajo enormno količino padavin, mi pa kapljice ne. Tako da je to res zelo na kratek čas vse skupaj. Pa še to lokalno. Po drugi strani pa saj vemo, ne, vsak planin zve že ena prvih stvari, v hribe treba zgodaj hoditi. Ja, vse to, ja. No, pa še to sem prej pozabil povedati okoli inštrumentov, ne. Mi imamo zdaj gor sodobno meteorološko postajo z sondami, ne, občutljivimi inštrumenti, ki merijo vse te meteorološke parametre, ampak kaj se dogaja? Mi imamo poleg avtomatske tudi sistem Marije Terezije, to se pravi ročne postaje, ki so bile dol po dolin, jih je že Avstro-Ogrska uporabljala, in znamo tudi ročno zmeriti recimo padavine, vlago, temperaturo, vse te parametre, in večkrat se pozimi zgodi, da te senzori ne delujejo zaradi ekstremnih vremenskih pojavov. To je pa hud padec tlaka, hude oscilacije temperature, in avtomatka je narejena po nekih standardih, nekih modelih. In ti modeli večkrat pregorijo gor in tam ti kaže opozarja, da delaš napako, da veter ne more tak biti, ampak veter je tak, ne. Pol recimo včasih podtlak toliko pade, da se noter okna, vrata odpirajo, zapirajo in pol misliš, da kaki duhovi po hiši hodijo. Ni res, ker tlak je isti v hiši ali pa odzunaj, ne. V dolin se pa taki ekstremi ne dogajajo, ne. In to moraš zaznati in pač pol ročno vneseš depešo,
ker avtomatka laže ali pa sploh ne dela v danih momentih. Ampak to tudi pomeni, da morate včasih sami pol venjati do samih aparatur, pa jih spucati, pa bom rekel, na uč preveriti. Ja. Takrat, ko ta avtomatika meritve na ZTI. Ne? Ja, kljub vetru, ne? In vsem moramo iti ven. In recimo včasih pade po meter snega, ne, v parih urah in ti, ko hočeš ven, sploh, če vrata odpreš, bela stena, ne. Ja. In pol moš nekako z une strani, ko veter spiha, pač pa pazi, da te ne odnese, ne. Ja, Ker hitrosti 160-170 so gor čisto normalne. Sam ni problem hitrost, problem je sunek vetra, ne. In ko hodijo teli izkušeni alpinisti na vrh, pa to jih predvsem smer vetra pa to zanima, ne. Ker oni točno vejo, na katerem delu bojo izpostavljen, kje pa ne. To je še ena stvar, ki jo gorniki lahko se počasi naučijo, izobrazijo, ne, tekom procesa nekega usposabljanja, potem pa z nabiranjem izkušenj, da te razne vremenske parametre začnejo spremljati in jih potem te informacije in podatke nekako ukorporirajo, bom rekel, v nek sistem odločanja. Ne. Ja. Tako tole, kar si zdaj rekel, se mi zdi ena ključnih stvari, ne, kdaj, seveda prvo je jakost vetra, koliko je veter močen in hkrati ali bo pihal v sunkih ali bo konstanten, druga stvar pa smer vetra, ne? Ker če greš iz Malega Triglava pa iz zahoda piha, si lep del, bom rekel, zaščiten, ne, pred vetrom. Ja. Če pa iz vzhoda ali pa iz vzhoda recimo, ali pa me lahko dopolniš, tam si pa že tukaj izpostavljen in tako naprej. Na grebenu pa sploh. Ja, če se lahko malo osredotočim na ta veter. Mi imamo, spomnil sem se helikopterskega reševanja, ne, in menjav in transporta. Zelo važno je, ko piloti kličejo na GRS-1, ne, recimo grejo reševati v severno steno in te vpraša, kak je veter, ne. In zdaj recimo, če je veter, severni veter iste smeri, to še ni tak problem, ne. On lahko leti proti vetru, ne. Če so sunki vetra, ga zanima v kakih intervalih so, ne. Recimo lahko 5 minut traja, da je sunk, pa spet 5 minut, ne. In oni delajo tam vmes čudežne, ne. Pol jasno, kak je stalen veter, če je pa rotor, to se pravi, to je pa veter, ki rotira, ki se vrti, ki se ne najde, je pa zelo nevarno za vsako plovilo, ne, da ga prizemlji, ne, zelo na hiter. No, ker tudi sicer veliko sodelujete, vaša meteorološka postaja, saj to je splošno znano, ne, z Gorsko reševalno službo, ravno z temi informacijami, ki so pač zlata pomembni, vredne, ko pride do nekega zlasti helikopterskega reševanja, pa tudi sicer, ne, takrat, ko grejo fantje peš. Jaz po mojih izkušnjah vidim, da gre za krasne ljudi, pilote, ne, in zato te reševalne službe, ki morajo priti peš, pa za vse te deležnike, ne, da smo gor, recimo včasih tudi po srečnih okoliščinah uspeli marsikero življenje ohraniti, ne, pa marsikoga rešiti, ki sicer ne bi preživel, ne. Tle je en kup enih anekdot za nazaj, ne. In jaz bi tle apeliral še enkrat na, pa ne toliko na te izkušene planince, ampak na agencije, ki pošiljajo turiste iz hotelov, v pankah, v copatkah. Oni ne vejo, kam grejo. Recimo, smo dobili informacijo, da poljske agencije dajo skupini telefonsko številko in če se kje zagusti, oni pokličejo vodnika in jih po telefonu usmerja pa na poti in pridejo taki do nas. Ne. Neverjetno. In še enkrat bi apeliral, da te reševalci pa piloti dejansko se igrajo s svojimi življenji na račun nekih koristolovcev, ne, bom grobo povedal, ne. Ja. In sej on turist ne ve, kam gre, kam ga pošiljajo, ne.
Tako da morajo biti vodniki prisotni, zadeva mora biti transparentna, drugače je zelo nevarno. Res je, pomoč reševalcev ni samoumevna. Zaradi velike palete, različne palete razlogov, lahko pa na koncu tudi vreme reče, ne da se. Ja. Tudi včasih ljudje rečemo, da se ne da na vrh, recimo, tudi Triglava je, pa se je lep vreme. Ja, veter piha, preveč piha, lahko je nevaranje. Poglejte, v švicarskih Alpah, francoskih, ljudje plačajo vse za naprej. Sam, če je slab vreme, se pač ne gre na vrh. Seveda. Je še kak drug dan, hrib bo počakal, ne? Res je. To je zdaj debata, tematika, v katero boš da nazarineva, ampak če se zdaj vrneva nazaj k vremenu, koliko pa je mogoče vremenu in vetru, koliko pa je nek maksimum, ki ste ga zmerali? Ja, tle je kar, v glavnem pri nas so vremenski maksimumi, lahko z njimi postrežemo brez problemov, ne? Nimamo konkurence, se tem reče. Zdaj, ne me loviti za datume, ne, ampak približno 7 let nazaj, oktobra meseca, smo imeli vremenski vetrni rekord na Krederci in sicer 224 km/h je pihal. Nisem bil jaz gor, bila sta kolega, ne, in sta rekla, da se je Krederca koča zibala. Ona je nazajla, ne. Ja. In takrat so prišle te zajle do izraza, ne. In sta sam čakala, kdaj bo kaj popustili, ne. In takrat se dogaja, da streho trga en del, kake dimnike, inštrumente naše, polom, smo jih že dol v krmi najdli, ne. In če se nadaljujem po tem vetru, ne, če se neka škoda naredi, ona se hitro dela naprej, ker to je kot sončna ura, ne. Ja. In takrat mi včasih tudi smo v teh vremenskih razmerah izpostavljeni in popravimo zadevo, jo zaščitimo, da se škoda naprej ne dela. Recimo, dosti je, da se v hiši en oken odpre in se začne ta razkrajanje, ta škoda, ne. Naprej, Ja, in jo večkrat preprečimo, ne. In pol vedno po taki ujmi, takem neurju, ko se umiri, vizualno pregledamo Cel objekt, stanje, nadstropja, včasih je noter snega, da ga moramo ven zmetati, ne. Ja. Pol so na vrsti te občutljivi inštrumenti, pa kamere same, ne. Tako da rabimo pol na 2 dni, da zadevo v prvotno stanje spravimo, ne. A se kdaj tudi zaradi vetra, snega ali česa drugega naredi tudi kakšna večja škoda? Ali manjša, večja škoda na inštrumentih? Vse naredi, ene določene zadeve so že čisto stalnica, ne. Se že pričakuje, da bo, ne. Smo pa maksimalno zadeve zaščitili, ne. Jih zaščitimo tam, ko vemo, da se dela škoda, ne. Ker 224 km/h, vse to si ljudje sploh ne znamo predstavljati, Ne. koliko je to močno. Pri 170 km možakar od 100 kg se reče, ne, Ja. že poleti, ne. Če ni pripravljen, ne, na te Ja. sunke pa na to, ne. A pa je ponavadi, kaj je toliko močen veter, tudi če ni tako rekorden, če je tam, ne, od 150 naprej, ali koliko se smatra že za ekstremno močnega, a je navadno konstanten ali je bolj v sunkih? Bolj v sunkih. So pa tudi kaka ura, 2 je pa lahko stalen, ne. Ja, Da ga je lahko. šopa, kakor rečemo gor. Ja. In sam čakaš, kaj bo, ne. In edina preventiva, zaščita pred takim vetrom je, da takrat se v gore ne gre. Ne, ker takrat kamje leti, led se trga, ne, na robovih. Vse okoli snega pa pač teh tur v hribe je pri snegu specifično, ne, ko je novo zapadli sneg, se avtomatsko 3-4 dni v hribe ne hodi zaradi plazov, ne.
Ja, no, to je še potem že posledica vsega, kar se je zgodilo, nove količine snega in vetra in tako. Najbolj nevarno je v hribe hoditi recimo konec junija, ker res začnejo že hoditi, pa tudi začetki julija, to se je letos pokazalo, ko se sneg tali. In mi zopet smo pri apnencu. Apnenc je krušljiv. So noter pore zamrzjene. In pa se zgodi, da eden prime skalo in gre z njo vred dol, ne? Ker popušča temperatura. In takrat je ta apnenc najbolj krhek. Ne? Tudi tiste zajle, ki držijo pa klini, ko sneg popusti, ko mraz popusti, ne? So lahko nevarne, dok niso sprobane. Ne? Pa letos je sploh bilo relativno veliko snega, ne? Še spomlad, še zdajle junija. In še zdaj so pravzaprav kje zaplate, zlasti na severnih straneh. Žal je to tak sneg, temperatura je bila to zimo relativno kar visoka, ne? In je nihala. In to pa pomeni, da so tudi mešane padavine, da je struktura snežne odeje različna, da ni samo snežna, je ledena, je porozna in to je še bolj nevarno, ne? Pa tako, kot si rekel, velikrat se čez zimo, zaradi snega, mogoče padajočega kamna, plazu morda, in pa teh sprememb, ki jih v bistvu zmrznjena voda, ne, voda, ki je v špnani, zmrzne, ne, zaradi nizke temperature, potem se pa led pa ekspandira, ne, se razširi. In to v bistvu dela te spremembe potem na skalah. Ne. Ja. In dostkrat so tudi planinske poti, zaščitene, pač opremljene, ne, markirane planinske poti poškodovane. Ne. Zelo, ja. Eno prispodobo bom dal. Recimo, če se je zgodilo, da smo odzunaj pustili lesto aluminijasto, ne, ki recimo včasih gor imamo enega petelina na dimniku, in se veter nenadoma spremeni in je temperatura tam okoli 0, -2, pa zamrzne. In nam dol plini iz peči uidejo v naš prostor, ne. Tako da imamo tudi kakšne noči dežurstva, da ne bi zaspala, ne. In mi moramo fizično v tistem vetru po lestvi gor, da eden drži lestev, vojak gre gor in pol pač tistega petelina od ledeni, ne, da se spet vrti. In pol, ko je veter iste smeri, drži tisto smer. Ne. In kaj se je s to lestvijo zgodilo? Ko se je to z ledom dogajalo, ko ste prej razlagal, je počla. To se pravi, jo je razčetveril. To je taka sila, taka moč, da tam eno skalo zdrobiti ali pa eno zajlo, eno sidrišče ni noben problem. To narava poskrbi zelo hitro. Drugače pa mogoče še to glede vetra, ne, recimo na Mont Blancu nekje je meja 50 km/h. Če je veter približno konstanten, ne, čim je pa čez, pa potem tudi vodniki lokalni že ne grejo. Ne. In še to, kolikrat, ki je tako močan veter, že veter, ki snežinke, kristale pobira in tih v bistvu ne, tista moč vetra, potem te kristali sekajo v obraz, koliko je to, koliko boli. Ne, že vse to je isto tudi na tej višini. Ne. Kaj pa, koliko pa je recimo bilo največ snega na Krederci zmerjenega? Ja, kar se jaz spomnim v mojih 14 letih službovanja gor, je tudi pred enimi 6 leti ga bilo dobrih 7 metrov. 7 pa 15, to nekje je bila snežna odeja. Ne. Snega pade bistveno več, nam ga najmanj tretjino odnese veter. Ja. Takoj, ko sneži, ne. Ali ga pa prinese. Ne. Snežna odeja je en podatek, količina padavin je drug podatek. Ne. Ja. Snega bistveno več pade, ne, kot je snežna odeja. Ne. Ampak snežna odeja je bila takrat dobrih 7 metrov. Ja. Ker se mi zdi, da dostkrat hodimo, ne, jaz imam že tako malo poklicne, bom rekel, deformacije in skoraj vsak dan gledam na strani Harsa, kakšen je vreme v gorah.
in spletna kamera, ki je pač stacionirana na hiši, ne, in kaže dol proti shodu in tudi zajame kapelo. Se potem tako dostikrat vidi, kako včasih samo še križ ven gleda. No, 70% teh, ki pridejo prvič na Triglav ali pa pogledajo to kamero, mislijo, da je ta kapela koča, ne. Ja, pravijo, se nič ven ne vidite, ne. Samo oni ne vejo, ne, da je koča gor, nimajo predstave, ne. Zanimivo. Ja. Kaj pa, prej, ko si rekel, da se rekordi vremenski držijo krederce. Mogoče pa pri temperaturi pa kakšno babno polje pa zmaga. Ja, tudi količina padavin zmaga na Bovškem, Ja. ali pa Bohinj, ne. To ampak da se zadeve tako hitro dogajajo pa spreminjajo. Ker recimo krederca ima maksimalno temperaturo poleti tam do 18 stopinj. Malo čez. Mi smo zdaj imeli že 15, ne. Ja, že v juniju 14. Avgusta je recimo maksimum, ali? Ja, ta maksimum, ko je eno stabilno obdobje, ko ni več meglic, ko je pač sonce ima svojo moč takrat, ne. No, ko pa po velikih mašah se reče, po 15. avgustu, ne, pa začne hitro padati dolžina dneva, ne. In tudi pol, ko zaide sonce za Mali Triglav, ne, imamo mi tam Kamniške Alpe obsijane, pri nas je pa že tma tle, ne. In ne pride več odzadaj ven, ker zdaj imamo lepe sončne vzhode, vidimo, odzadaj pride iza Triglava še sonce ven, ne. Pa ne pride več, gre okoli 3:30 zaide in se pol tudi temperatura spremeni. A sam vrh Triglava, ne, če zdaj pomislva krederca, torej ta področje, kjer je koča z meteorološko postajo postavljena, a sam vrh Triglava koliko vpliva na sam razvoj mogoče nekaj, bom rekel, nekih mikrovremenskih procesov in a je bila tudi kdaj dilema, ne, ker krederca v smislu postavitve meteorološke postaje je bila postavljena leta 54, če se ne motim. Ja. Pa že prej sva rekla, da so že ob sami postavitvi, ne, prve, ne, še začaka Aljaža, so že takoj, že mislim, da celo naslednjo leto so že izvajali neke meritve. Skratka, a je bila kdaj tudi kakšna dilema, kje postaviti to meteorološko postajo? A to se kaj ve? Ja, prvotni načrti so bili na vrh. Ta observatorij. In obstojijo načrti, čist planirano je bilo, ne. Pol so pa to racionalno postavili, tam, ko je koča, zaradi različnih oskrbe, zaradi različnih faktorjev, ne. Je pa res, da vrh Triglava, Mali Veliki Triglav vpliva na klimo, na mikroklimo, če se osredotočimo na veter. Recimo, ko ti prideš, zdaj bom govoril, da letimo, ne. Ja. Prideš iz Pokljuke na greben, padeš nad Krmo, ne, se začne čist drug svet, ne, okoli vetra. In zdaj recimo piloti točno vejo, da morajo pobirati, če je en veter po hribu vzgon, ne, ali pridejo pod Mali Triglav not, pa probajo pristati, ne, je več teh, ker veter se še, recimo, če je en vzhodnik, pa se zabije v Triglav, to ni vzhodnik tam, ne. Čeprav je registriran kot vzhodnik, je to en čist drug veter, ki se odbija nazaj, ne. In tisti, ki je prvič v zraku tam gor, se mu slabo piše, ne. To morajo biti večletne izkušnje in prav vidi se pri določenih pilotih, ki so že leta in leta na teh reševanjih, kako prej vam pride tam na cilj, ne. Ampak ni nič manj nevarno, ne. Ampak on točno ve, kaj se bo kje dogajalo, v kaki kotanji, ne.
Zato je vojska tle prisotna, ker ona ima interes šolati te pilote v hribah, pa tudi vojska je zelo odvisna od vremena, ne. In jasno, da seveda. morajo te zadeve dobro poznati, zato so pa oni z nami, ne, gor. Razumljivo. Ja. Prej sva že omenjala te rotacije, 11. dan se zamenjate in tako naprej. Zelo malo ljudi, ne, hodi v službo s helikopterjem. Ja, Kako to izgleda? Ali se kdaj tudi kaj strah? Ker v končni fazi, tudi, ne, zdaj sva že večkrat omenila, da te vožnje niso tako samo po sebi umevne. ja, zdaj, če se malo smešno izrazim, jaz rad primerjam se s predsednikom Pahorjem, ne. Ja. Sem že nekaj časa na svet, pa tole mečken eno tako. Pahor se ima večjo plačo od mene, ne. Ja. Pa se ne upa voz s helikopterjem, ker bi prišel v medije, ne. Ja. Jaz pa delam na najvišjem delovnem mestu in se vozim s helikopterjem, nimam pa plače največje, ne. Ampak pustimo to. No, kar se tiče pa helikopterja, mi vemo, da imamo te bele 412, ne, stare že preko 40 let, ne. In so obdobja, ko se obljubi, da bojo novi, pa da bo reševalna služba imela nove in tako naprej. Recimo me ene 4 leta nazaj zmotili, celo Črnogorci so nove kupili, ne, ker so se tle šolali, ne. Mi imamo pa še kar stare, ne. In jasno, da helikopter, če je v okvari, se popravi, da tle se ne špara, ne. In mislim, da bi mi mogli imeti helikopterje, ker Slovenija po moje teh klipnih avionov pa teh transporterjev ne rab. To sam v bistvu rabimo zaradi strukture NATO pakta, ne. Ja. Pri nas, če se en orenk avion dvigne, je takoj čez mejo, ne. Ja. Ja, tako da helikopter je idealna zadeva, ne. No, kar se tiče pa teh menjav pa tega, se pa vse sorte dogaja, ne. Ampak jaz imam vedno pred sabo, da sem tovor in te fantje imajo zelo rad sebe in svoje družine, ne. Vsaka uporaba tehnike je pa riziko, ne. In bom še povedal to prispodobo. Jaz sem bil 33 let pirotehnik pri Slovenski vojski pogodbeno, ne, ker sem pač kemijske branže in sem prišel slučajno v te vode. In 33 let sem se z bombom ukvarjal, 14 let letim s starimi helikopterji, glejte, pa sem še vedno v enem kosu. To se pravi, da je treba tle tudi mečken optimizma, ne. No, seveda, to absolutno, ampak vseeno se mi pa zdi, da tako ljudje danes prevečkrat, ne, pa tudi z nekaj sva že omenila, razmišljamo, ko pridemo recimo na Kredarico, da smo prišli, ne, nam rekel, v hotel, ampak to je naravno okolje, to je gorski svet, to je neke vrste divjina z vsem, s čimer vse, kar paše zraven, ne nazadnje je tudi to narodni park, ne, Triglavski narodni park, kjer so še neke druge omejitve, seveda jasno, zakaj. In kako pa kaj spremljaš, ali pa bom rekel, celotna ekipa spremljate vse te, bom rekel, mase ljudi, ne, od Slovencev, ker že pregovorno, ne, vemo, kako imamo radi Triglav, koliko nam pomeni. Zdaj v zadnjih letih je pa Triglav tudi zelo popularen za tujce in obisk se je povečal in prihaja gor vse sorte ljudi. Zelo velik obisk je bil pred korono, ne. Je bilo že skoraj nevzdržno. No, pol je korona, na žalost, ne, se je dogajalo, mi smo imeli menjave in zaradi nas je recimo letališče uživo na Brniku. Smo pristali dol, žive duše ni bilo nikjer, ne. Ljudi gor dejansko med korono ni bilo, ne.
So tisti posebneži prišli, ko itak so inventar krederce, ne. Ja. Ko so vsak hip gor, ne. Zdaj, po koroni pa mislim, da so začele tele vzhodne agencije pošiljati, Poljaki, Čehi. Letos pa dominirajo, ne boste verjel, Avstralci, Američani. In to vse prek nekih agencij, ki zakupujejo kapacitete, te polpenzioni so ratali, vidim, zelo popularni, ne. In če jih primerjam z sosednjimi državami, so zelo dostopne te cene, ne. To se pravi, da verjetno v perspektivi bo treba omejiti te obiske na ta in drug način, pa predvsem zaradi varnosti, ne. Ja, gneča. Zaradi nevednosti, ne. In mislim, da bo treba učuvati to naravo, ne, ki je pa enkratna še zaenkrat. Kaj pa so tiste take, tako, čez palc, ne, ko opazujete gor z ekipo, vse sort ljudi, kaj so tiste neke, če rečem napake, je mogoče prehuda beseda, tudi neka lahkomiselnost ali pa neki vzorci, ki mogoče niso najbolj primerni za nekoga, ki gre v visokogorje. Ja, prvič, ko ga vidiš brez opreme, pač on je tam z enega hotela šel gor s karto, ne, v pankah ga vidiš in hoče naprej. Tam pride ena gospa, pa mi reče, je bil še sneg na Mali Triglav, sploh tam do one Mrkace je dolg, ne. Ja. Je rekla, a vi meni posodo dereze, ne, pa se sem na internetu videla, kako se z njimi hodi, ne. Sem rekel, gospa, jaz vam predlagam, da tlele nekaj spijete, pa greste nazaj dol, ne. Ne, za vaše dobro. Je pa že tudi se zgodilo, da je kdo končal zaradi tega. So padali ko hruške tam z Malega Triglava dol, ne. Tako da je te nevednosti veliko, jaz bi tem rekel nevednost, ne. Pol tudi vidi se potem, ne, v zahtevnih mesecih, pa zlasti pozim, te gorniki, ko pridejo noter v hišo, ko da jih ni, ne. On se bo not usedel, bo tisto svojo malico pojedel, bo en čaj naročil, lepo se spočil, bo vse za sabo pospravil in šel, ne. Poletje pa na gore smeti, ampak ne samo okoli krederce, tudi po poti, pa vse posod so tisti polivinili, ne. Pa tam me vpraša, kam pa lahko odložim smeti? Jaz sem rekel, jaz vam predlagam, da jih date v eno vrečko, pa na hrbtnik pa dol nesete. A res? Ne? Ja, včasih smo bili, bom rekel, šolani planinci, ne, vzgojeni v smislu, da kar prineseš v gore, tudi odneseš v gore. Ne. Pa tudi bolj skromno smo. Seveda, pričakuješ, veš, kaj lahko pričakuješ, ne, da gorska koča zares ni hotel, ne. Ja, pa tudi vedel si, kaj zraven nesti, da ni bilo težko, da je bilo uporabno, recimo, lahko začnem pri rozinah, ne. Ja. Vedel si, pa recimo so otrokov dali gor, ja, se je pil vodo, je dehidriral, je prišel gor, ne. Ja. Mu je šla pena iz ust. Ja. Pa imamo pa mi gor, tiste prve stvari nudiš takoj, ne, ko vidiš, kaj je, ne. Ja, se smo mu vodo rinili. Ja, pa voda ni dost, ne. Ja. Mora eno energijo zaužiti, ne. Ja, tega pa nisem vedela. Pol je gospa, so prinesli gor dojenčka, ne. Mislim, kaj pa bote? Ja, gor ga bomo nesli pa slikali, da bo sosed videl, ne. Pa ga lahko ubijete, en napačen korak, pa bo šla hrbtenica, ne. Pa noseča ženska je prišla gor. Tako da je šel mož na vrh, ljudi ni bilo veliko, jaz sem se pa bal, da mi bo tam rodila, ne. Kaj bom naredil, ne. To še nisem delal. Ja. Recimo, ne. Tako da je vse sorte, no. Se mi zdi, da se Triglav po eni strani zaradi mogoče, to je samo zdaj moje malo razmišljanje, ker tudi ni nujno, da je pravilno, ampak po eni strani zaradi malo te slovenske folklore, iti na Triglav, postati Slovenka, Slovenc, ne. Se dostikrat lotevamo
Triglava mogoče prehiter. Ne? Ljudje, ki nismo še zreli za visokogorje, sploh pa ne za najvišji vrh. Po drugi strani pa zdaj s tem, bom rekel, nekim pridihom turizma, ko tujci prihajajo, ne, pa tudi ne veš, čisto kaj grejo, pride veliko ljudi, ki pravzaprav tam sami ne bi smeli biti. Ali pa sploh ne bi smeli biti. Absolutno ne. In to dejansko postaja problem, ne, po eni strani velika preobremenjenost, ne, ker tudi koča, ne, prej je bilo rečeno, da je koča ima preko 300 ležišč, ne. Če se zdaj to mačka na hiter programu z neko statistiko, dnevno toliko, če kdo rečem, poservisirati obiskovalcev visokogorja, s tem, da moramo razumeti, da so tam še Staničev dom, pa Planika, pa Vodnikov dom, pa Dolič, tako naprej, plus dnevni obiskovalci, to lahko pride na Krederco čas, ne vem, koliko, 500 ljudi, 1000 mogoče. 1000. Lahko bi To si, ne, to, 1000. to si težko predstavljati. Ja, pogledajte, kaj to smeti pa vsega. Ne? Pa čez dalje več ljudi po zim pride nenapovedanih, jasno, sej se ne morejo napovedati. Ne? Smo imeli primer, da je prišel en Maročan s Francozinjo, ko je začel orenk snežiti. In sta bila en teden pri nas, meni sta pojedla vse jajce pa sir, ker je on musliman bil, ne? Ampak ok, smo jih preživela, ne? In pol, ko je bil 6. dan reševanje oziroma menjava, so prvo njih rešili, pa če je bil čas pa nas. Ne? Moraš potrpeti, ne? Ker če bi jih odgnal, bi nekam šla, pa se nima tam nekaj zgodil, ker sta bila v kratkih hlačah in tako naprej. Ne? Tudi zdaj, ko sem bil večkrat na Krederci, pa nas je bilo tam mogoče, ali sem bil sam, še kakšen vodnik, sem doživel zvečer, da je me doskrat so me ljudje pocukali, pa so me začeli spraševati, ne, kaj naj pa zdaj oni naredijo, a ne grejo na vrh, kako pa zgleda pol pot naprej proti Sedmerim. Ne. In sem vedno pač zelo zadržan, ne bom rekel, konzervativen z nekimi idejami, kako zdaj odgovarjati na te njihova vprašanja, oziroma hitro tudi z izkušnjami človeka potem prebereš, pa vidiš, da ni zrel, ne, včasih zgolj jed, recimo od Planike naprej proti Doliču in potem naprej čez Hribarce proti Sedmerih, ne, recimo junija, ko je še sneg, ker brez opreme enostavno se ne sme jeti, ne. Potem pa še vidiš ljudi, da niso izkušeni. Skratka, si predstavljam, da to mora tudi vas doskrat spraševati. Ja, Vse sort. jaz sem šel, lani je bilo to, julija meseca. Sem šel z meteorološke postaje ob 12, sem pobral podatke in me tam prestrežejo, kot vedno. Se pa bojim, da me ustavljajo, ker pol podatkov pozabim, ko pridem not. Ne? Jaz si to eno sliko ustvarim, pa moram čim prej depešo dati, ne? Ja. Pa me pa cukajo tam. Ne? In me en vpraša Slovenc, kako bo vreme gor, če je za gor. Sem rekel, glejte, nevihte so napovedane, počakajte, boste šli zvečer ali pa zjutri. Ne? Oni so šli gor, zdaj polnoletni je, preprečiti mu ne moreš, ne? Bajta je bila odprta in so, mislim, da so ga že mečken imeli pod kapo, ne? Pa Še so to. še otroke zraven vzeli in so šli na vrh. In to je bilo takrat, ko je strela z Jasnega udarila, na Malem Triglavu jih je 14 strela razmetala. In pa so reševalci prišli peš, helikopter policijski je tam parkiral, pa je bil tak veter, pilot je bil živčen, je mislil, da bo helikopter odpihnil, ne. Zaprl se je dol, ne. In so reševalci prišli, pa so naši prvo 4 dol prinesli, 2 sta bila v kritičnem stanju in 14 smo imeli pogradov, polna bajta pa 14 pogradov, pri nas pa kritične noter. In je prišel zdravnik zraven, no in je pol tisti helikopter, tista 2, ki ne bi preživela noči, pelil dol in je šel v nevihtno oblak, tako da je zasilno policaj pristal v Lescah nekje. Ampak zopet so življenje razkirali. Jaz sem videl pilote, kako so živčni, pa oni operativci pa to. Ostale je pa zjutraj vojska zvozila, ne. In ta možakar je to sranje naredil, eden je odločil, ne. Ampak ni bil ne vodnik, ne nič, ne.
In teh primerov je čez dalje več. Ne? Skratka, premišljeno v gore na Triglav, ne? Ja. In predvsem odgovorno. Pa otroci. Ne? Mislim, to je pa sploh. Ja. Pa to, da če je bil še alkohol zraven, potem se tudi razume, bom rekel, nervoznost ljudi, ne? Ja. In vznemirjenost, zakaj imamo sistem tak, da pač taki ljudje ne odgovarjajo za to svojo neodgovornost, lahkomiselnost, ali pa mogoče še kaj hujšega, ne? Ker... Ja, jaz tudi pravim vsa čast polet upravniku Hermanu, ki je zelo strog do teh ljudi in tudi zelo strogo odreagira. Pa tudi zvečer on drži ta red v koči, ker če bi mečkem popustil, bi pri taki masi ljudi bila anarhija. Ne? Tako da imamo res pravega upravnika. No? Ko sem dal nekaj skozi, pa lahko rečem. Ne? Absolutno. Ja. Že to, da je zvečer mer, ne? Ja. Ker doskrat se zjutraj ljudje zgodaj odpravimo na Triglav. Ja. Ja. Ob 4, potem tisti lovilci, če rečem, sončnega vzhoda še prej, ne? In da se saj zvečer gre normalno spat. Predvsem se mi pa zdi, da je, če se spet majčkeno omenjam, tole slovensko folkloro, ne, v povezavi s Triglavom, da se je doskrat v preteklosti, jaz se spomnim 20 let nazaj, ali pa ko sem bil jaz v začetku 90-ih prvič na Triglavu, se spomnim večera, to je bilo ko na veselici. Ja. Ja. In Herman pa naredi red, ne, in tudi preprečuje ta neka pjančevanja in norijo na Krederc. Pa to si zamislite, ne, recimo delam jaz v tej gužvi, gor me tako vsi poznajo, dol nobeden, ne, v dolin. In dejmo enega zvrniti, ne, čisto vsak. Ja, kam bi pa prišel jaz? Jaz bi bil na Britofi že 10 let, ne. Ne moreš, ne. Pa tudi ne moreš biti vsak dan razpoložen. Pa včasih moraš tudi biti edina razsodna oseba gor, ne. No, hotel sem izkoristiti tole pa še povedati eno anekdoto, ko se je zgodila. Mi imamo gor lumpi, ki na vrh krsti ljudi, svetuje in če lumpi zapusti vrh, se ve, da bo nevihta. Ne? Ja. On rab cirka 15 minut, pa je dol. Ne? Ja, ja. No in enkrat se je zgodil, gor so predvsem avgusta že pridejo ovce, ne? Od te pašne skupnosti in so tam zelo znajdljive med ljudmi, kak sendvič ukradejo, pa turisti jih božajo. Ne? In je gor en jagenček ustal, so ovce odšle in je mama pstila jagenčka, tam 8-9 kilski in je 2 dni joko tam pri kapelc, ne? In smo mi poklicali pašno skupnost in pravijo, ni od nobenega, ne? Čeprav je imela uno, ne? In tam joče, pa en dan lumpi pokliče dol, prav, a veš, da je jagenček za mano prišel gor, on je šel zjutraj kot prvo na vrh, jagenček pa krenil za njem in se je pojavil gor na vrh. Ne? Triglava. Na vrh Triglava, ja. Jagenček. Ja, in poj ga je en gornik tam iz Ljubljane dal na hrbtnik in ga je nesel dol, ne? Gor so se slikali, pa dol za šankom je bil revež tačke ven pa glavco in so ga v dolino nesli. Ne? In naenkrat so se 4 lastniki javili, ko je na splet prišel. Ne? Ja, zanimivo, 4, super. Ampak poleg jagenčka imate pa na Krederc, vem, da še nekaj 4-nožnih obiskovalcev. Ja, to so pa kune, ki so pozim praktično nas poznajo po glasu, ne? In se jo lahko celo dotakneš, tam pri oknu čaka dežura, ne? Da jo boš kaj dal, ne? Ker je tista ekstremna zima, ko še v njih ne morejo nobene hrane ne morejo drugje dobiti, ne. In praktično kak mesec zaradi nas preživijo. Ne. Zanimivo. Čeprav bi okoljevarstveni rekli, da se to ne smeje futrati v narodnem parku, ne. Ampak ko te gleda, ne, kaj boš naredil? Pa zvirje, ne. Pa da ne govorim o kavkah, ne. Kavke so zelo inteligentne in one dobijo tisti suh kruh, ko ostane pa to, ne. In pride dežurna kavka in pokliče druge. Ne.
No, sej to smo jih navajeni že okoli vrhov, ponavadi tako. letajo, kakšne tudi iz... Tako kot ljudje pridejo tudi živali. Ne? Moram po tih povedati, ne, tudi kaj iz rok vzamajo. Ja, to pa ja. Kozorogi so stalni obiskovalci gor. Ja. Gamsi kdaj pridejo? Tudi mi tam včasih celo na helioport severni damo malo soli, ne? Aha. Pa je urin gor po hribu, pa grejo. Ne? Tako da jih večkrat vidimo. Ne? Pa čakajo tam, ko pridejo planinci dol pod markacijo, jih čakajo, pa si jih ogledujejo. Ja, zanimivo. Na teh poteh proti Staniču, pa tam pa planiki so pa stalno. Ne? Ja. Kaj pa kakšen orel, kdaj se vidi? Tudi in takrat se kavke recimo spravijo v formacijo, pa ga odženejo. Ne? Res? Njih 5-6 gre tako. Ne? Pa vidimo teh kavk zelo veliko številčenih. Ne? Aha. Se pravi, jih spremljajo. Ne? A res to pa zanimivo, skratka, ker se takle... Ja, one so zelo timske, ne? One držijo skupaj, ne? In se pod skale omaknejo. In recimo, če se nevihti pripravlja ali pa daljšem slabem vremenu, nam celo na okn trka, ne? A boš dal kaj, pol ne boš mogel par dni nič dati. Ne? Točno po njih živeš, da se bo vreme spremenilo. Ne? Zanimivo. Ja. Živali začutijo. Ja. Tako da, mi se čutimo del njih, oni del nas, tako da je to eno sožitje gor, pa tudi preganje je dolg časa. Ne? Ampak si pa predstavljam tako, da nekdo, ki je recimo tako kot ti, ne, od 20 že na krederci in ko pa se seveda še z vremenom in pojavi, z vremenom povezanimi ukvarja s tem, potem se tudi že nauči nekih vremenskih vzorcev, ne. Sej inštrumenti vedno govorijo zase, dokaj nedvoumno, ne, izmerljivi podatki, ampak potem se pa tudi že majčkeno ve, ne, kdaj v poletju bojo neki vzorci se pojavljali, mogoče na jesen, ko je več nekih teh, rečemo, sivih deževnih dni, se tudi potem... Ja, tudi smer vetra že veš, kako slišiš, ne? Ja. Kjer veter je, že potem veš, ne? Ali je sever, ali je jug, ali je vzhodnik, ne? Mislim, dobro se to ne bi smel povedati, ampak če dobiš enega novinca gor, da ga učiš, ne? Gre on takoj dol po pesu, vse zmer od zunaj na ledenik, ne? Pol pa prinese podatke v hišo, pa ga jaz vprašam, koliko je gostoto določil, ne? Pa je povej, pa mu jaz moj listek pokažem, isto. Sam jaz nisem žal ven. Že za občutka. Ja, neki let rabiš, ne? Za vsako stvar, čeprav ni to pravilo, ne? Ampak seveda. Je pa dobro, da recimo paničen tle ne smeš biti, ne? Začetniki so panični, letajo, ti si moraš pa eno sliko ustvariti in vso to predznanje uporabiti, ne? Pa tudi, če se ruš tle okoli tebe, vse moraš biti miren, ne? A pa se tako opaža, recimo tudi mogoče z predhodniki, ne? Meteorologi, pa opazovalci, ki pač delujete na krederci. A se neki vremenski vzorci skozi leta, ali pa mogoče na daljši skali, saj desetletja, kaj spreminjajo? Opažate kakšne trende sprememb? Se spreminjajo. Zima ni več zima, ne. To se pravi, letni časi niso več tako izraziti, ko so, ne bom zdaj govoril, kako je včasih bilo, se vemo, ne. Sam poglejmo, srednjegorska smučišča jih praktično ni več, ne. Včasih je tega bilo, koliko hočeš, ne. Če ni to umetno stopovi, ni več snežišča, ne. Mislim, da je bistveno to, da se vse skupaj segreva, ne. Se vidimo, se ledeniki talijo, morje je čezdalje bolj neposlušen. A pa se to vidi samo pri nekih dolgoročnih statističnih podatkih povezanih s temperaturo, da se pač ozračje generalno segreva, ali se tudi na krederci poznajo
tudi dostikrat se omenja v medijih večja številnost ekstremnih vremenskih pojavov in tako naprej. Se tudi na Kredarici to opazuje? Na Kredarici je v zadnjih letih več nepričakovanih pojavov. To se pravi trenutnih sprememb. Ko recimo, da se kar ne bi mogli eno valovanje umiriti, ne? Da je kar naprej nek južni veter, nek ženovski ciklon, ne? Ki povzroča nestabilno vreme. Ne? Mi smo včasih imeli severni veter, ali pa smo rekli iz Rusije, ne? Ki je bilo eno tako obdobje mrzlega, ampak stabilnega vremena, tega ni več. Ne. Zelo redko, kaj pride iz severa. Redko, pa spreminja se in tudi vidimo pri turnih smučarjih, ne, se jih praktično ni več. Ne. Včasih so bili gor Avstrijci po zim, so cele skupine presmučale, ne. Pa ko je enkrat se je snežna odeja usedla, je držala kak mesec. Ne. Danes je to prava tombola, moraš celo meteorološko znanje imeti, da se spraviš, ne, v visoko gorje. Kaj bi pa rekli recimo enemu povprečnemu planincu, pa pustva zdaj tujce, ki pa se na drug način lotevajo Triglava, ampak nekoga, ki ni morda toliko izkušen v gorah, zlasti v visokogorju in se odloči iti na Triglav, kaj naj preveri, kar se tiče vremena? Če pustiva zdaj ta planinski gorniški del, ne? Ampak ok, sem spakiral ruzak, imam opremo, čez 2 dni grem za vikend, ne, kakorkoli, kaj naj zdaj jaz preverim na spletu, kjerkoli poslušam pri dnevniku, ko je vreme, kaj od vremena naj preverim, da se potem lahko odločim, ali je za iti, ali ni za iti, če je za iti, kako iti. Mislim, da je vremenska napoved čist v redu, samo mora znati poslušati, ne, za gore, ne. Pa tudi danes se da to pogledati, ne. Marsikdo reče, imam čas sam za vikend, ni res. Če si se odločil, da bo šel na vrh, se to gre samo enkrat, ne, na leto ali pa v življenju, ne. Greš med tednom in zbereš eno obdobje, ko 5 dni naprej napoveduje eno dokaj stabilno vreme, ne. Prvič tudi takrat gužve ni, ne, take. Pa če se ti odločiš zlasti, da kakega otroka peleš ali pa starejšo osebo ali pa vodnika moraš najeti. So na razpolago fantje in jaz mislim, da je to najbolj sigurno. Ne, če se že odloči, ne. Saj so pa tudi drugi hribi, nižji lepi, ne, ni sam Triglav. Ne. Tako, ker vodniki vedno potem pravzaprav pripravimo na vse, sprejemamo odločitve, ne, kar je pa pravzaprav nekaj najtežjega. Sicer pa ne grejo ljudje, če niso izkušeni na planinska društva, tako, pa naj se počasi usposobijo za recimo planinstvo in gorništvo. V Sevnici okoli 25. avgusta vsako leto gre s Pokluke 50 planincev gor in to je 2/3 novincev noter, oni imajo 6 vodnikov in se takrat prijavijo, pa grejo na Triglav, ne. To je ena od takih, ko ste zdaj omenili, ne, ena takih možnosti. Še eno stvar, ki bi mogoče vprašal, kako kaj z ekipo opažate, pa vzpon na Triglav, ne samo po zim, ampak generalno v zimskih razmerah, takrat, ko je pač od malega Triglava naprej še veliko snega in zlasti, ko so še jeklenice pod snegom, se mi zdi, da je bilo pred leti ali pa pred desetletji to pravzaprav rezerviran za alpiniste ali pa zelo, zelo izkušene gornike, ne. V zadnjem obdobju pa čedalje več tudi nešolanih alpinistov, torej nešolanih gornikov, planincev, ki si pač nabavijo zimsko opremo, pridobijo do neke mere neke izkušnje ali pa tudi ne in potem grejo potem na Triglav. Kako se pa to, a opažate kaj, ja, da se številčnost povečuje? Mi jim rečemo samooklicani
gorniki. Ne. Jaz mislim, da je to naredil ta splet, Facebook, da potrjujejo en drugem, kolikor je kdo gor, pa kdo je prvi prišel po sneženju in tako naprej. To je zelo nevarno in pol njim eni sledijo. Ne. Sicer ne bi v imenih, ampak je kar nekaj teh ljudi, ki jih včasih ni bilo. Ne. In kaj se zgodi? Recimo lih v tem visokem snegu naredijo napačno traso, ne. Zelo nevarno. In pol vsi ostali, ko ne vejo, sledijo tisti trasi, daleč od tistih zajl, ki so pod snegom. Ne. In pol hitro pride do kakšne nesreče. Saj imamo konkretne primere gor. Ne. No, sej nič kolikokrat se v zadnjem obdobju opozarja, da pravzaprav Triglav pozim je zares zelo resen alpinističen vzpon. Ja. Ne, takrat, ko so zajle pod snegom, jeklenice, klini pod snegom, ne gre samo za to, da je treba najti neko optimalno pot vzpona, ampak zelo je izpostavljen in vsaka napaka se lahko kar Hiter. zgodi in tudi grozno kaznuje. Ne. Ja. Tako da, ko že govoriva kljub zdajšnjemu poletju, ne, o zimskem Triglavu, ampak ne, kako pak, glede na to, da se pogovarjava o Krederci Triglavu, bodimo pozorni, ko se odpravljamo na Triglav tudi pozim. Ne. Ja, na svet je čisto enostaven. Včlaniti se v planinsko društvo, imamo zelo dobro društvo v Sloveniji in tam ga bojo sigurno spravili na Triglav in podučili, pa posluževati se vodnikov. Zdajle, ker sem tako malo razmišljal, pa ko vem, ker sva se prej pogovarjala, a si kdaj razmišljal, ne, prej si rekel, da si bil do določenega leta, ne vem kolikokrat že na Triglavu, še kot mlad fant. In kot mlad fant si kdaj si predstavljal, da bo pa na Krederci služba s pisarno? Ja, jaz sem bil velikokrat na Triglavu tudi gorski vodnik za letne razmere. Zelo rad imam hribe in imel sem jih. Ne. Ko se mi je pa prva prilika porodila, da bi prišel v službo na Krederco, sem takoj rekel ja. Ja. In zgodil se je. Ampak si pa že omenil prej, da si pa opravljal tudi že druge poklice. Sicer izhajaš si rekel, iz kemijskih strokovnih področij. Ja, mene so angažirali leta 82, ko se je formiral zakon obrambe pred točo, kako bi se obranili pred točo. Ne. In takrat, ker sem se jaz ukvarjal z raketami, takimi in drugačnimi v društvih in pri Slovenski vojski, pri civilni zaščiti sem bil pirotehnik, so pač meni zaupali ta posel. Jaz pol nisem vedel, da bom mogel se ukvarjati in z strelnimi mesti, ko smo to 125 kmetij opremili z raketami, rampami, radijskimi postajami, da bom mogel zbirati sredstva za financiranje tega, pol, da se bom mogel ukvarjati s proizvodnjo raket. Ne. No in smo to počeli slabih 20 let v Sloveniji. In tam pred začetkom, koncem leta 2000 je bila pač obramba pred točo v Sloveniji ukinjena začasno zaradi slabe kvalitete raket, ker prej so se te rakete sestavljale v južnih republikah, pa ko je Jugoslavija razpadla, jih ni več bilo. Ne. Sestavni deli so se pa vsi v Sloveniji delali in sestavljali so se pa dol. Ne. In so začele množično padati na objekte, na hiše. In so bili marsikateri požari. Ja, in so začasno to obrambo ustavili, no in pol kasneje smo jo ukinili. Ne. In jaz pol, da nisem šel v neke nove vode, sem kar vstal na hidrometeorološkem zavodu
in sem se na Lisci priučil za to delo, ki ga danes upravlja. Na Lisci je sicer pa radar, ne? Ja, gor mi si nismo predstavljali, da bojo 14 let nazaj ukinili posadko, ker ukinjene so vse te manjše meteorološke postaje po Sloveniji, vključno z srednjegorsko postajo, ki je bila na Lisci, so zdaj samodejne avtomatske postaje, ne. Profesionalne postaje so ostale na letališčih pa na Krederci. Pa se kdaj tudi kaj omenja problematiko Krederce v smislu, da bi bile lahko samodejne postaje dovolj, da se osebja ne potrebuje, ali to ni nikoli? Ne, jaz mislim, da to ni vprašanje. Prvič je to, sem povedal, zaradi lavina pa snega, drugič zaradi interese vojske, tretjič že zaradi planincev samih sobivanja, pa to je tudi ena točka, ki jo ima marsikera država, ne, si jo šteje v čast za en tak višinski. Saj zato, ker številne države, zlasti alpske ali pa tiste, ki imajo neka višja gorstva, imajo neko visokogorsko meteorološko postajo. Ja, tako. Pa še obetajo se nam dobri časi. V roku 3 let, koliko sem seznanjen, se bo meteorološka postaja na Krederci prenovila. Mislim, da so tle v igri tudi evropska sredstva in da je delovanje te postaje vnaprej zagotovljeno. Super. Jaz kot planinc, alpinist, nenazadnje tudi gorski vodnik, sem zelo vesel, ker brez nekih kvalitetnih podatkov iz gora, kar v povezavi z vremenom, je pač naše udejstvovanje v gorah pa na kakršnokoli že veliko težje, veliko bolj riskantno, ne, in sva že omenjala varnost, ne, v končni fazi je posledica dobrih podatkov pa dobre interpretacije, kar je sicer druga stvar, ne, in potem še dobrih odločitev v prvi vrsti povezano z varnostjo, ne, in to je ena ključnih stvari. Takole, še kakšna taka zgodba, tudi letos vem, da je že bilo nekaj iz Krederce. Ja, zgodbe se skozi dogajajo, tako da je to pri nas že stalnica, ne. So take temačne, to se pravi reševanja, življenja, ne, so pa tudi kake vesele. Marsikdo pride gor proslaviti kak svoj jubilej, kak uspeh, pol gor se pojavijo ljudje, ki jih nikoli v življenju ne bi srečal, ne. Sedi tam gospod Lenarčič, ne, ga poznamo, naroči pol litra vode, ne, pa ga pol spoznam, ne, pa da ne govorim o teh vrhunskih alpinistih, ne, ki so čisto preprosti, sploh nimaš predstave, s kom govoriš, ne. Gor so recimo različni politiki, ne, tam pri nas noter je prišel 2-krat, prednji je bil predsednik Milanović, hrvaški, ne. Res? Čist fajn možakar, malo sem se čudil, koliko lahko zaradi svojih kil lahko prišel gor, ne, ampak očitno je, ne. Pa to ni bilo neko organizirano, meddržavniško, on je prišel kot planinc. Čisto slučajno kot planinc. Vse v glavnem pridejo ljudje gor, so vsi čisto normalni, ne. Smo imeli nek incident 2 leti nazaj, ne, neke provokacije. To je čisto brezpredmetno, si medijski nek hrup gor ustvarjati, ne. In recimo v moji smeni, ko sem jaz gor, ne dovolim politike, nobenih teh stvari. Dovoljeno je vse ostalo, samo to ne. Ja. To naj tam na klin obesijo in to tudi vedno Herman poudari, ne. Da tle gor se pa tega ne bomo šli. Mi moramo vedeti, da je gor kapelca, da pride veliko duhovnikov, da pridejo te, da pridejo tretji, pridejo eni zaradi medijske scene, pridejo, ne. Gor so vsi enaki, ne. Gor so vsi Janezi, ne. Super. In gor tega ne bomo dovolili, ne.
Ker ne nazadnje je pa Kredarca kot rečva dom, zavetišče, postajanka planinska, kakorkoli že, tista najbližja Triglavu, ne. Triglav ima pa, vsi vemo, za nas Slovence poseben pomen. Ja, In se mi zdi, da vedno, ko človek pride na Kredarco ali pa pravzaprav katerokoli drugo kočo v neposredni bližini Triglava, je en tak malo poseben zanos pri ljudeh, ker mogoče na kakšnih drugih kočah drugod po slovenskih Alpah ni. mi, če bi bili Francozi, bi bolj spoštovali Jakoba Aljaža, kot ga sicer, če poznamo malo zgodovino, ne. In če ne bo, ko je bil Sokol, planinska društva, pevski zbori, če tega ne bo več, tudi Slovencev ne bo več. Ja. Zares je ta zgodovina v povezavi s tistim obdobjem, ne, in zlasti v povezavi z Jakobom Aljažem, to pravzaprav njegovo vizionarstvo, ne, na nek način, da je zakupil vrh Triglava, da je zakupil tole območje na vrh okoli Kredarce in potem bil tudi en motorjev, da se je prvi triglavski dom, ne, takrat so menda rekli triglavska koča, postavil, ne. Slovenska, ne. Slovenska, ja. Plus, da njegova povezava še na tem kulturnem udejstvovanju, ne, tudi vemo, kako je slovensko planinsko himno uglasbil in tako naprej. Skratka, ja, o njem bo treba še govoriti, Ja, ker predvsem- je del naše kulturne dediščine in Ja. identitete hkrati, ne. tujcom in mladim, Tujcem in čim mladim. več, ja. Ker moramo vedno spoštovati, se mi zdi, ta naš simbol, ne, v končni fazi. In se temu primerno, ne, tako kot je bilo rečeno, vsi smo enaki, tudi primerno vesti. Ja, se midva to vemo, ne. Mi dva veva, ampak sej tudi vedno, ne, dostikrat se govori v Planinskem vestniku, se kakšna problematika izpostavlja, ampak pri Planinski vestnik beremo gorniki planinci, ne. Ja, Mi že tako. vemo, da je treba v gorah pozdravljati, se lepo obnašati, biti zadovoljen, če zdaj malo zapretiravam, čas tudi z joto, čeprav tudi kakšni priboljški zelo prav pridejo, ne, da se smeti v nosu dolino in tako naprej. Ja, kaj ne rečem, jaz upam, da bo iz Kredarce bilo v dolino poslanih še veliko depeš z dobrimi in spodbudnimi meteorološkimi postavkami, ne, da bomo lahko planinci varno hodili gore. Sicer pa vreme je tako, kot je, na njega se ne moremo, oziroma na njega ne moremo ljudje vplivati, ne. Točno tako, ja. In dobrodošli na Kredarci, ne. Hvala lepa. Mogoče še to, da se mi zdi, da včasih ljudje danes mislimo, da se da marsikaj prilagoditi našim idejam, predstavam, željam, ko gremo v hribe, ne. Zares pa pozabljamo, da gremo v resen naraven gorski svet, kjer je neka naravna logika svojevrstna, ne glede in tisto prej, ne, želje in predstave nimajo nič s tem. Ja, narava nam nič ne prihrani. Nič ne. Ja. In vreme tudi ne. Marjan, še koliko leče bo potrebno hoditi na Kredarco? Ja, jaz včasih rečem, da bom šel s helikopterjem v dolino, dol me bo pa komunalni kombi čakal. Zdravje mi očitno služi in je to način življenja. To se ne da drugače opisati. To, če ti paše, če ne, ti pa ne. Isto kot pri ženski pravijo. Naj to tako bo in še veliko zdravja in vsega dobrega, pa vse dobro na Kredarci in tudi v dolini. Hvala. Hvala enako.